Z navdihom iz našega mesta, ki ta navdih ponuja bodisi iz bogate zgodovine, bodisi iz bogate splošne umetniške ustvarjalnosti našega mesta, duhovne moči našega mesta. No, Ana Marija Toš je tokrat našla navdih v tradiciji kurenta, v njegovi polni barvitosti in tudi v polni energiji. Tudi naslov današnje razstave je Kurent iz sonca, kar ima tudi poseben pomen, o čemer bo tako avtorica kot tudi Mihael Toš, njen sin, ki je tudi avtor enega koncepta, tudi kar si lahko ogledate potem v videoposnetku tam na ekranu, kjer se vrtijo slike kurentov in kratek video, ki vabi na razstavo Kurent iz sonca. Ana Marija, izvolite, beseda in prostor je vaš. Dragi prijatelji, znanci, sorodniki in vsi, ki ste se udeležili razstave, želim vam prijetno druženje in obilo užitka ob ogledu moje razstave. Zdaj pa vabim Mihaela Toša, sina Ane Marije Toš, da spregovori tudi o konceptu Kurent iz sonca. Zatem pa k besedi vabim gospoda Konrada Krajnca, ki je bil prvi mentor slikarske poti Ane Marije Toš, ki bo predstavil njeno ustvarjalnost in od njenih začetkov pa tudi do te razstave o Kurentu iz sonca. Izvoli, Miha. Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Kot večina nas tu ve, smo mi približno let in pol nazaj pričeli s festivalom Mitraizma, ki je imel za prvo vidno posledico dejstvo, da smo po več letih iz kleti potegli ven rimske artefakte, ki tu imajo in razstavili Peti Mitrej, kar je tudi temelj projektu lanskega leta, ko je Ptuj obeleževal 1950 obletnico prve pisne omembe. In Ptuj ni bogat samo po teh edinstvenih rimskih templih, ampak tudi po ostalih artefaktih. Med njimi je zelo lepo ohranjena oltarna plošča Sola, ki je predstavljal rimsko božanstvo, iz katerega so se potem razvijala, ne nazadnje tudi krščanstvo. Smo rekli, da moramo nekako to predstaviti tudi skozi zelo znan sodobni ptujski lik, se pravi Kurenta. In sicer na nekem nivoju bom kar pogledal, kot je bil koncept dela od demonizacije, se pravi Kurent naj ne bo veljal za demona, ki preganja zimo, ampak naj velja za poosebljenje narave, za Boga, ki dejansko privablja pomlad, se pravi tisto, kar privablja, kar je prijazno, kar sugerira in širi lepoto, je podstat te razstave, zato tudi Kurent iz sonca. In nekako je tako naneslo, da sem nekaj let nazaj na nas in spletni strani gledal slike sonca, tudi v kontekstu tega projekta Mitrej, in našel eno tako zelo zanimivo podobo, ki spominja povsem na to, da bi nekdo narisal Kurentovo masko. In za to smo naredili video, ki je viden tam na multimedijskem predvajalniku, kako se dejansko iz te realne, originalne, nič obdelane slike sonca prelije Kurentova maska in rekli smo, to genialno paše v ta koncept, kjer želimo Ptuj dejansko predstavljati kot lepo prijazno mesto, mesto sonca, in da se ne ostavimo samo s pogledom nazaj, češ praznovali smo 1950 omembo, ampak se bližamo 2000 omembi, seveda je to kar nekaj let naprej, ampak mesto mora dobiti veljavo, težo in prepoznavnost, ki jo ima, tako da več informacij o tem je tam na zaslonu, sedaj pa se dogajam gospodu Krajncu, da pove nekaj še o umetniškem vtisu današnjih slik. Dober večer. Vsem lep pozdrav, posebej lep pozdrav avtorici in točne razstave Begi. Če bi dovolite, bi se vrnil malo nazaj v leto 1986. Takrat je na Gorlu potekala mednarodna likovna kolonija. Kolonijo je vodila dr. Sinska Kobel. Ona je stopila k meni in mi dejala, da bom mentor Bebi Toš. To je njena prva kolonija. Malo sem jim strahoma pogledal, saj ne veš, komu boš mentor. Ko si videl Bebo, sem se malo odahnil. Moram povedati, da je bila Beba zelo zavzeta, mirna likovnica. Ona si vse stvari pribeležila in zapisala, in kar sem vesel, da danes opažam to teorijo, da je dejansko nosilec slike
fabula glavne zgodbe je barva. In danes vidimo, da Beba tudi na tem gradi svojo slikarstvo. In to je Beba zelo stvar, ki je pozitivna. Jaz sem vesel in ponosen, da danes vidim, koliko stvari je ustvarila Beba, dobrih in kvalitetnih. Zdaj pa gremo naprej. Ko vstopiš v Bebino hišo, hram kulturi, je ena sama galerija. Slike so naslikane iz srca in duše, toplih, hladnih tonih, izhajajo iz barvnega, sproščenega realizma. S pridihom neromantike. Na eni se čuti, da prenaša na slikarsko podlago svoje intimna čustva ali pa morda impresije vremenskih in svetlobnih pojavov. Čas je na meji z abstrakcijo. Po ogledu na poslikana platna, toplih, prijazne in niansirane zeleni toni, ki objame prijetna toplina. Ciklus, rojstvo sončnega kurenta je Bebi po likovnem tekstu blizu. Bebi omogoča slikarsko redukcijo, opuščanje detaljev in poudarjanje slikarskih ploskev. Modernistično, ekspresionistično likovno izražanje je lastno tovrstnemu slikarstvu. Dovoljuje svobodno deformacijo naslikanega motiva v obliki in barvi. Na par slikah s temnejšimi toni se v nadaljni platni izlije cvijoče tople tone z odtenki hladne, čiste in kontrastne barvne nianse. Ker Čopič pregrivo poskakuje po platni in riše, ker slika idilične kompozicije, v katerih so Kurentove figure kot barvne zgodbe, le del orkestracije. Barvne lise so smelo in smotrno umeščene v kolorit kompozicije veselega kurenta. Beba nam s tem kurentom sporoča, da želi svoje veselje deliti z nami, ne samo danes, ampak ves čas svojega življenja na Bebini platni. Tebi, dragi, pa ti čestitam za svojo razstavo. Spoštovani, s tem je razstava odprta. Tudi jaz še enkrat čestitam Ana-Mariji Tošk, naši tokratni umetnici, slikarki. Torej, razstava je na voljo tukaj v lobiju hotela Mitra, potem v prvem lobiju, tukaj po stopnicah gor ali z dvigalom in v restauraciji tam naprej. Hkrati pa vas vabim, da se zdaj družimo tam v restauraciji, kjer bomo postregli z penečim vinom in krofi, kar je lastno našemu pustnemu času. Tako da prisrčno dobrodošli, da se še naprej družimo in da se tudi še osebno kaj pogovorite z gospod Toš. Vabim.